Lepo pozdravljeni, današnje gledalke in gledalci. Veseli me, da ste se odločili, da boste prisluhnili našemu spletnemu seminarju o kožnem raku. Moje ime je Andreja Šalamon, jaz sem urednica revije Viva in vas bom danes poskušala čim bolj elegantno pripeljati skozi ta webinar. Glavna govornica danes bo pa strokovnjakinja, in sicer docent doktorica Liljana Mervic, doktorica medicine in specialistka dermatovenerologije. Pozdravljeni, gospa Mervic. Če preden bom besedo predala gospe Mervic, bi vas prosila za sodelovanje v eni kratki anketi, ki se vam bo zdaj pokazala na ekranu. Vzela vam bo par sekund časa, samo klikajte odgovor, ki se vam zdi najbolj primeren za vaš primer. In sicer zanima nas, zakaj ste se udeležili današnjega webinarja. Možnih je več odgovorov. Prvi je, ker vas zanima tema kožnega raka, ker o kožnem raku vem premalo je drugi, ker imate znanca, ki je na žalost dobil tako diagnozo, ker se zavedate škodljivih vplivov sonca in iščete dodatne informacije, ali pa kaj drugega. Drugo vprašanje, ki nas zanima, pa je, kje ste izvedeli za današnji webinar? Možni odgovori so prek društva bolnikov, na spletu, od prijatelja ali drugo. Vidim, da pridno rešujete, to nam je zelo všeč in nam bo zelo pomagalo pri organizaciji nadaljnjih webinarjev. Še preden predam besedo gospe Mervic, bi vam rada povedala, da lahko vprašanja, ki jih imate zanjo, postavljate v chatu. Današnji webinar pa se tudi snema in posnetek boste čez nekaj dni dobili vsi, ki ste se prijavili na webinar. No, gospa Mervic, tema ne moram rekla, da je ravno prijetna, ampak je pomembna. Kajti kožni rak, če je pravočasno odkrit, je zelo dobro ozdravljiv, če se ne motim. Predajam vam besedo in vas prosim, da nam poveste čim več o njem, pa tudi kako ga preprečiti, kako se pred njim zaščititi. To nas verjetno še najbolj zanima. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, Andreja. Zdaj samo delila svoj zaslon. Tako, mislim, da vidite. Ja, kožni rak je pomembna tema za dermatologe, ker ga je res zelo veliko. In so v zadnjih letih naša prizadevanja res usmerjena v smer preprečevanja in seveda tudi zgodnjega odkrivanja kožnega raka. Tako da jaz bi vas prepeljala skozi to temo in nekje moramo začeti, ne? In začnimo s tem, da je kožni rak najpogostejši rak pri belcih in njegova pojavnost narašča. Torej je problem, ki se tiče vseh nas. So neka predvidevanja, da bi vsaj v Evropi tekom življenja za kožnim rakom zbolel vsak peti človek, kar je v bistvu nekaj, kar se nas bo res dotikalo. Zdaj, o kožnem raku seveda bom povedala več v nadaljevanju, ampak samo za začetek, zakaj sploh nastane kožni rak. Gre za neko medsebojno delovanje naših genetskih dejavnikov, skratka tega, kar podedujemo in ne moremo spreminjati, in izpostavljanja ultravioličnemu sevanju, predvsem soncu, ne, kot glavnemu viru UV sevanja. Zdaj, pri genetskih dejavnikih je zelo pomembno, kakšno kožo imamo. Nismo vsi ljudje enako občutljivi za sonce in enako občutljivi za nastanek kožnega raka. In pri ljudeh ločimo 6 fototipov, 6 tipov kože, glede na to, kakšna je sposobnost, podedovana sposobnost tvorbe pigmenta melanina in s tem zaščite pred ultravioličnim sevanjem in zaščite pred nadaljnjimi poškodbami. Vsako izpostavljanje UV sevanju pomeni neko poškodbo. In najbolj dovzetni za kožnega raka so seveda tisti, ki so najbolj svetlopolti. Fototip 1, pegasti rdečelasci z zelo svetlo kožo, ki praktično nikoli ne porjavi, nimajo sposobnosti, da bi porjaveli in se zaščitili. In med občutljive ljudi spadajo tudi svetlopolti, blond ljudje z modrimi očmi, tudi te imajo nekoliko slabšo sposobnost za
nastanje zatvorbo zaščitnega pigmenta melanina. Zdaj pa poglejmo, katere vrste kožnega raka poznamo. Gre za skupino bolezni in najpogostejše 3 vrste, o katerih res veliko govorimo, so bazalno-celični karcinom, ploščatocelični karcinom in melanom. Zdaj, bazalno-celični karcinom je daleč najpogostejši. Je pa en posebnež med raki, zato ker res na mestu nastanka raste zelo agresivno, ampak skoraj nikoli ne zaseva. Ne proizvaja metastaz, kar pomeni, da ni nevaren za življenje. Zasevki, metastaze so tisti, ki res povzročijo smrt. Tako da bazalno-celični karcinom praktično nima umrljivosti, ker je poseben v tem, da njegove celice ne zasevajo. Druga vrsta po pogostnosti je ploščatocelični karcinom. Ta je že nekoliko bolj nevaren, lahko zaseva najprej v bližnje bezgavke, potem lahko tudi v oddaljene organe. Tretji kožni rak je najredkejši med njimi, ampak daleč najbolj nevaren. Melanom, rak iz pigmentnih celic melanocitov. In ta rak ima zelo veliko sposobnost zasevanja, rad naredi metastaze in te metastaze so tiste, ki seveda potem povzročijo lahko smrt. Kljub temu, da je najredkejši, pa je kriv za približno 80–90% smrti, ki so povezane s kožnim rakom. Tako da jaz predlagam, da si zdaj pogledamo vse te 3 kožne rake bolj podrobno, tudi z malo več fotografijami, zato da boste imeli občutek, kako kakšen kožni rak izgleda. In to vam bo tudi pomagalo v prihodnje, če se boste slučajno srečali z njim, pri sebi, pri svojih svojcih, znancih, da ga boste lažje prepoznali. Začnimo s tem, ki je najpogostejši in najmanj nevaren. Bazalno-celični karcinom se pojavlja v glavnem pri starejših ljudeh od 60 let in poglavitna oblika bazalno-celičnega karcinoma je tale prva, nodularni. Zraste kot neka taka biserna bunčica, največkrat nekje na obrazu, ponavadi zgornji 2/3 obraza. Bunčica počasi raste, velikokrat se v njej pojavi kakšna ranica, lahko vidimo tudi take razširjene žilice, če ga res od blizu pogledamo. In te ranice se ponavljajo, se malo zaceli, se spet malo odpre in to je že en tak sumljiv znak za kožnega raka. Ranica nekje na telesu, ki se noče zaceliti ali pa ki se zelo rada ponavlja na istem mestu, je zelo, zelo sumljiva za kožnega raka, predvsem za bazalno-celični karcinom. Lahko se ta oblika kožnega raka pojavlja tudi nekje na trupu, na okončinah. V tem primeru ta rak izgleda takole, kot ga imamo na drugi sliki, kot površinsko rastoči. Tudi zelo počasi rastoč, počasi napredujoč kožni tumor, kot neka rdeča lisa, ki se malo lušči, vendar se ves čas povečuje, počasi se povečuje. In tudi ta oblika ni nevarna za zasevanje in seveda z neko enostavno operacijo tak kožni rak z lahkoto odstranimo. Potem obstaja tudi več teh bazalno-celičnih karcinomov, skratka tukaj na tej tretji sliki so prikazani številni, tole, kar je obkroženo, sta 2 začetna, tole od zgoraj sta 2, ki trajata že precej dolgo časa in sta že naredila rano. In to je ena taka evolucija bazalno-celičnega karcinoma. Če ga pustimo zelo dolgo, bo s časoma naredil eno takole grdo rano, ki se ne bo celila. In krivec za bazalno-celični karcinom, sonce, izpostavljanje soncu, predvsem sončne opekline, tako intenzivno izpostavljanje soncu, ki povzroči opeklino. To je glavni krivec za nastanek tovrstnega kožnega raka. Gremo naprej na drugo vrsto, na ploščatocelični karcinom, za katerega sem rekla, da je že nekoliko bolj nevaren, ker ima sposobnost zasevanja. Spet obstaja več oblik tega kožnega raka in spet se pojavlja v glavnem pri starejših od 65 let
in nekje na koži, ki je bila kronično izpostavljena soncu. Če je bazalno-celični karcinom povezan z opeklinami, je ploščatocelični karcinom povezan z dolgotrajnim, večletnim izpostavljanjem soncu, zato se največkrat pojavlja nekje na koži obraza, uhljev, nosu, spodnje ustnice, skratka nekje, kjer je bila koža dolgo časa izpostavljena in s tem poškodovana. Lahko zraste ena taka občutljiva bunčica, ki ima noter roževinast čep. In značilnost vseh teh kožnih rakov, o katerih zdaj govorim, je, da počasi brez prestanka rastejo. To je neka glavna lastnost kožnega raka. Lahko je rak bolj agresiven, hitro razpade in naredi takole rano, rečemo ulceracijo, ulceriran ploščatocelični karcinom. Lahko pa še vedno zelo dobro tvori roževino, to, kar je lastnost kožnih celic, tvorba roževine, in potem nastane en tak kožni rožiček, skratka poroženevajoč ploščatocelični karcinom. Zdaj pa gremo še na predstopnjo ploščatoceličnega karcinoma, namreč ta rak se nikoli ne pojavi kar iz začetka, pač pa vedno na osnovi neke predstopnje. In največkrat je predstopna ploščatoceličnega karcinoma aktinična keratoza, področje kože, ki je poškodovano zaradi ultravioličnih žarkov in se že pojavljajo rakaste celice, vendar so zelo na površini kože. In tega še ne štejemo kot kožni rak, pač pa kot neko predstopnjo ploščatoceličnega karcinoma, in če to pustimo, če to aktinično keratozo ne zdravimo, potem obstaja med 5 in 10% tveganjem, da bo ta lezija napredovala naprej v invazivni, nevaren ploščatocelični karcinom. Aktinične keratoze bomo spet našli povsod tam, kjer je koža kronično poškodovana od sonca, kar je obraz, takole izgleda ena posamezna aktinična keratoza kot ena rdeča, na dotik hrapava sprememba, ki vztraja in se počasi povečuje. Lahko jih je zelo veliko, tako kot vidimo tlele na prvi sliki, pri moških, ki so zgodaj izgubili lase, na plešo, sončni žarki padajo pravokotno, koža dobi velike odmerke teh sončnih žarkov in seveda tudi veliko poškodb. In lahko nastane ogromno, tukaj le več kot recimo 50 aktiničnih keratoz. In aktinična keratoza se lahko pojavi tudi na spodnji ustnici. To je tudi pogosta lokacija potem ploščatoceličnega karcinoma. Spodnja ustnica tudi nekoliko štrli ven iz obraza, rečemo iz sončna terasa obraza, in tudi na spodnjo ustnico seva zelo veliko sončnih žarkov, ko smo izpostavljeni na prostem. Melanom, o tem bom danes največ govorila, je pa tisti kožni rak, ki se ga zares bojimo, zato ker je nevaren. In danes v 21. stoletju je to še vedno potencialno smrtonosen rak. Res pa je, da če ga ugotovimo zgodaj, če ga zdravimo zgodaj, je popolnoma ozdravljiv. In glede na to, da kožo vidimo, lahko z nekim spremljanjem svoje kože, s tako imenovanim samopregledovanjem, take začetne spremembe hitro opazimo in seveda poskrbimo za to, da so tudi pravočasno ozdravljene. Poznamo tudi več tipov melanoma, in daleč najpogostejši je ta, ki je tukaj na teh 3 slikah, rečemo mu površinsko rastoči melanom, po domače mu lahko rečemo tudi črni rak, ker je velikokrat zelo temno pigmentiran, temno rjav oziroma črnikast, vsebuje lahko zelo veliko tega pigmenta melanina. In za površinsko rastoči melanom je značilno, da se začne v zgornjih plasteh kože, in dolgo časa v teh zgornjih plasteh kože tudi vztraja. Potem sčasoma, najprej se širi navzven, sčasoma pa začnejo te rakaste celice prodirati tudi v notranjost. Ta zgodnja oblika melanoma se imenuje melanom in situ, omejena na povrhnjico. Ko pa začnejo celice vdirati v globino kože,
pa nastane pravi invazivni melanom, ki že ima stik z limfnimi žilami, s krvnimi žilami in po teh žilah lahko zaseva naokrog po našem telesu. Zdaj, za površinsko rastoči melanom je značilno, da so to take precej grda znamenja, nepravilno oblikovana, neenakomerno pigmentirana, velikokrat imajo v sebi črno barvo oziroma več barv, tako kot vidimo na teh dveh prvih slikah. Pri tistih ljudeh, ki so zelo svetlopolti, pegastih rdečelascih, ki slabo tvorijo pigment, pa melanomi niso črni, so pa takole rdečkasti, ker koža nima sposobnosti tvorbe temnega pigmenta, tudi njihovi melanomi ne morejo biti prav črni. Tako da tudi pri svetlopoltih ljudeh smo pozorni tudi na take rdečkaste spremembe. Zdaj, kje se največkrat pojavlja površinsko rastoči melanom? Največkrat ga bomo našli nekje na trupu ali na okončinah. Pri ženskah je najpogostejši na golenih, torej na spodnjih okončinah, pri moških ga bomo največkrat našli na trupu. In glavni krivec za to obliko melanoma je intenzivno izpostavljanje soncu, tako imenovano brutalno sončenje, ki privede do sončnih opeklin. In te sončne opekline oziroma ultraviolični žarki, ki opečejo kožo, hkrati tudi poškodujejo kožne celice in nastane rakasta tvorba. Potem obstajajo še 3 nekoliko redkejše oblike melanoma, ki se pojavljajo lahko na obrazu. Ena taka oblika je lentigo maligna, ta predstavlja približno 10% vseh melanomov in se začne kot ena nepravilna, neenakomerno pigmentirana rjava lisa, ki dolgo časa vztraja, se širi navzven in sčasoma te maligne celice prodrejo tudi v globino in takrat naredijo takole črnikasto bunčico in to je že pravi invazivni melanom, ki ima sposobnost zasevanja. V tej zgodnji fazi, ko imamo na koži samo to rjavo liso, je melanom tako omejen na površino kože, da takrat zasevkov ne pričakujemo in tista faza je povsem ozdravljiva. Torej, lentigo maligna melanom bomo našli na obrazu, raste zelo, zelo počasi. Zdaj, da iz ene majhne črnikaste lise pride do takega stanja, traja verjetno 10 let, tako da res počasi rastoč tumor. In krivec za to vrsto tumorja je kronično izpostavljanje soncu. Ne opekline, pač pa dolgoletno izpostavljanje soncu in prav zato se največkrat pojavi tudi na obrazu, ki je večinoma izpostavljen soncu ves čas. Drugi tip med temi redkejšimi je nodularni. Ta je najbolj nevaren med melanomi, zato ker nima te horizontalne faze rasti, ampak takoj, ko nastane, začne rast v globino in zelo hitro naredi zasevke. In ga velikokrat odkrijemo prepozno, skratka ga odkrijemo takrat, ko je že naredil zasevke. To je edini med melanomi, ki res raste hitro, skratka spremembe se dogajajo v tednih in v nekaj mesecih, medtem ko za druge vrste melanoma velja, da rastejo precej počasneje. In za to obliko melanoma velja, da ni povezan z soncem. Ne vemo, kaj je razlog za nastanek tega tumorja, ampak zagotovo ni izpostavljanje soncu. In še zadnji tip melanoma, ki prav tako ni povezan z izpostavljanjem soncu, to je tako imenovani akrolentiginozni melanom, ki se pojavlja na dlaneh in podplatih. To so lokacije, ki ponavadi niso izpostavljene soncu, in ta vrsta melanoma je tudi najbolj pogosta pri temnopoltih ljudeh, ki pa drugih vrst melanoma praktično ne poznajo. Tako da mora biti nek drug vzrok za nastanek tega melanoma, ga ne poznamo natančno, rak raste počasi in prepoznamo ga kot neko tako črno, temno spremembo nekje na dlaneh, na podplatih, ki se počasi povečuje.
Tako da to so zdaj te oblike melanoma, da si majčkeno predstavljamo, kako izgleda ta nevaren kožni rak. Zakaj je nevaren? Zato, ker, kot sem že omenila na začetku, zelo, zelo rad zaseva. Rad gre naokrog po telesu, naredi zasevke in te zasevki potem povzročijo smrt. Zasevki se lahko pojavljajo lokalno, okrog primarnega tumorja, če je tole melanom prvi tumor, se potem lahko takole okrog njega pojavijo nove bunčice, ki predstavljajo lokalne zasevke. Lahko se zasevki pojavljajo nekje na poti do prvih lokalnih bezgavk. To vidimo tukaj na drugi sliki. Tlele zgore je brazgotina po odstranjenem melanomu, ampak na žalost je bil odstranjen nekoliko prepozno, ker je v vmesnem času že uspel narediti zasevke, ki so se pokazali kmalu po operaciji. In pa seveda melanom lahko potuje naokrog tudi v oddaljene organe. Tukaj imamo primer enega tazga oddaljenega zasevka v kožo, daleč stran od primarne lokacije. Zdaj pa poglejmo, kako pogost je melanom. V glavnem se bomo skoncentrirali na ta kožni rak, ki je najnevarnejši in si ga res želimo preprečiti in če ne vsaj preprečiti, zgodaj odkriti. Kakšna je pojavnost melanoma v svetu? Kaj pomeni pojavnost melanoma? To pomeni novi primeri, novi bolniki v enem letu. In v letu 2020 je bila pojavnost melanoma po svetu takale, kot vidimo tukaj na sliki. Pozorni bodimo samo na temnomodre predele. To so tisti predeli, ki imajo visoko pojavnost melanoma, kjer je melanom zelo pogost. In to je cela Severna Amerika, praktično cela Evropa, razen juga, in tudi Slovenija pa še med te dežele, in pa na južni polobli Avstralija z Novo Zelandijo. Vsi ti predeli se ukvarjajo z melanomom, ker je na teh področjih melanom zelo pogost rak. In seveda tudi v Sloveniji spadamo v področja z visoko pojavnostjo melanoma. Tale graf nam prikazuje, kako je število novih bolnikov vsako leto večje. Če pogledamo tukaj v 80-ih letih, je bil melanom relativno redek rak, približno 100 bolnikov vsako leto. Potem pa ta številka tekom let narašča. In če pogledamo 2017, ko imam podatke iz registra raka Republike Slovenije, je bilo odkritih 579 novih bolnikov z invazivnim melanomom in še približno 300 bolnikov s tem začetnim melanomom in situ, kar skoraj pomeni 1000 novih bolnikov. In melanom je na 6. mestu med raki v Sloveniji. Skratka, je pomemben problem. Nemelanomski kožni rak, torej bazalno-celični in ploščato-celični karcinom skupaj predstavljata najpogostejšo maligno obolenje pri Slovencih. Melanom je redkejši, ampak kljub vsemu med bolj pogostimi na 6. mestu. Poglejmo, kaj so dejavniki tveganja za nastanek melanoma. Zdaj, ta rak lahko dobi vsak. Vsak od nas ima melanocite, to so te celice, ki v naši koži proizvajajo pigment melanin. In pri vsakem od nas lahko pride do poškodbe dednega materiala v melanocitih in do nastanka melanoma. Ampak seveda obstaja nekaj skupin, ki so bolj obremenjene, nekaj skupin, ki imajo večje tveganje za tovrstni kožni rak. Skratka, začnimo z družinsko obremenjenostjo. Lahko se podedujejo geni, ki praktično zagotovijo melanom. In teh melanomov v celotnem številu je približno 5%. Družinski melanomi, ki nastanejo zaradi nekih okvarjenih genov, ki se dedujejo v družinah. In v teh družinah je ta rak zelo pogost.
Potem tudi podedovan dejavnik, zelo svetla polt, rdeči lasje, kot vidimo tole deklico na sliki. To je koža, ki je izredno občutljiva na sonce, je hitro poškodovana in seveda kožni rak zlahka nastane. Eden od dejavnikov tveganja so tudi številni melanocitni nevosi, številna materina znamenja, kot jim rečemo po domače. Več kot jih je, večje je tveganje za melanom in to bomo v nadaljevanju tudi pogledali. Tveganje povečuje tudi zavrt imunski sistem, bodi si zaradi zdravil, ki jih je treba jemati, da zaviramo imunski sistem, bodi si zaradi prirojenih bolezni. In večje tveganje za melanom imajo vsi tisti, ki so ga v preteklosti že imeli. Približno 5% je možnost, da po prvem melanomu kasneje v življenju nastane še eden ali pa dva ali pa več. UV-sevanje je pa tisti dejavnik, ki ga edinega lahko pravzaprav spreminjamo, na katerega lahko vplivamo. Na vse te genetske dejavnike enostavno ne moramo vplivati, pač pa lahko vplivamo na ultraviolično sevanje. In to je tudi eden od teh pomembnih poudarkov današnjega predavanja. Začnimo najprej z melanocitnimi nevosi, kot nekim dejavnikom tveganja za nastanek melanoma. Obstajajo prirojeni, tako kot je tale na prvi sliki, ki se pojavijo že v prvem, drugem letu življenja, lahko že ob rojstvu. Za te prirojene nevose je značilno, da jih imamo bolj malo, sčasoma se dvignejo v eno tako mehko bunčico in iz njih ponavadi raste nekaj dlak. Teh imamo nekaj. Večinoma pa imamo potem pridobljene melanocitne nevose oziroma pridobljena materina znamenja, ki nastajajo v zgodnjem otroštvu, v puberteti, tam do odrasle dobe. In teh je ponavadi nekoliko več, kot neke take rjave, tanke bunčice. Se ljudje sicer zelo razlikujemo po številu melanocitnih nevosov, nekateri skoraj nimajo nobenega, drugi jih imajo res ogromno, več kot 200, več kot 300, ampak eno tako povprečno število pri odraslem človeku je 15, recimo 15 do 20. Zdaj, obstaja povezava med melanocitnimi nevosi in melanomom. Povezava je ista izvorna celica. Melanocitni nevosi nastanejo, kadar se te pigmentne celice melanociti zgostijo v tako benigno tvorbo, ki ni nevarna. Melanom je pa skupek rakastih melanocitov, rakastih pigmentnih celic. In seveda melanom lahko vznikne tudi iz melanocitnega nevosa. Vendar se to zgodi pri manj kot 1/3 vseh melanomov. Večinoma bo melanom nastal na novo, tam, kjer ni na koži popolnoma nič, ker teh posameznih celic melanocitov mi s prostim očesom niti ne vidimo. Ampak v 1/3 primerov pa lahko v materinem znamenju se začne nekaj dogajati, nekaj spreminjati. Tole vse naokrog je bilo tako svetlo-rjavo materino znamenje in potem je tukaj noter centralno začelo nekaj temneti, in ta temna površina se potem povečuje. To je melanom, ki je vzniknil znotraj materinega znamenja. Materina znamenja načeloma veljajo za zelo stabilne tvorbe, ki zelo redko napredujejo v nekaj rakastega. Letno tveganje za to, da se maligno spremeni pri nevosu, pri materinem znamenju je 1 na 200 tisoč, kar pomeni 0,005%, praktično zanemarljivo. Ampak ker je teh materinih znamenj veliko, vsi jih imamo, se sem pa zgodi tudi kakšen melanom, ki zraste v materinem znamenju. Zato moramo biti na naša znamenja pozorni, jih opazovati, če se tista, ki jih imamo že od nekdaj, kaj čudno spreminjajo, oziroma če kje na novo nastane kakšno tako temno znamenje. UV-sevanje je pa drug med temi dejavniki, ki bi jih prav posebej omenila med dejavniki tveganja.
UV-sevanje ima zelo visoko energijo in ta visoka energija poškoduje dedni material v naših kožnih celicah in celico spremeni v rakasto. In ko je enkrat rakasta, potem ima lastnost, da se neovirano deli in razmnožuje in na ta način nastanejo vse vrste kožnega raka, tudi melanom, ko gre za okvaro pigmentne celice melanocita. Večina melanomov bo nastala na soncu izpostavljeni koži in sicer na koži, ki je opečena. Sončne opekline so pomemben dejavnik tveganja, še posebej, če se dogajajo v otroštvu in mladosti. In nenazadnje tudi solariji zelo povečajo tveganje za nastanek melanoma, še posebej, če se uporabljajo zgodaj v življenju. To je zelo pomemben dejavnik tveganja pri mladih ženskah, ki so pogoste uporabnice solarijev. Tudi solariji sevajo UV-sevanje in je to pravzaprav enako, če ne še bolj nevarno kot izpostavljanje naravnemu soncu. Zdaj, zakaj je kožni rak zdaj tako pogost? Zakaj nam njegova pojavnost tako zelo narašča? Nam lepo prikazujeta teli dve sliki, kako so se včasih obnašali na soncu, so bili bolj pokriti kot odkriti, in kako se zadnjih, recimo 40, 50, morda celo 60 let obnašamo na soncu. Skratka, še vedno velja, da je zagorela polt zaželena in takole izpostavljanje soncu, kot ga vidimo na tej drugi sliki, zagotovo ni pametno obnašanje. To je edini razlog, zakaj nam kožni rak v zadnjih desetletjih tako močno narašča, in če bomo želeli to naraščanje umiriti oziroma zmanjšati, potem se bomo mogli drugače obnašati na soncu. Zdaj pa poglejmo, kako prepoznamo melanom. Imamo kar nekaj pomagal, s katerimi si pomagamo odkriti to sumljivo spremembo na naši koži. In eno tako znano, že staro pravilo je pravilo ABCDE. Prve črke angleških besed, ki ponazarjajo nesimetričnost, nepravilen nazobčan rob, večbarvnost, ne samo recimo rjava barva, ampak v znamenju vidimo svetlo rjavo, temno rjavo, črno, rdečo, modro, lahko tudi belo. Premer, diameter, večji od 6 mm, vse to so neki sumljivi znaki za melanom. In najbolj sumljiv med njimi je tale znak E, evolucija, spreminjanje. Za rakasto tvorbo je značilno, da ni stabilna, skratka, da se ves čas spreminja, da se ves čas povečuje. Zdaj, znamenje na koži je lahko še tako grdo oblikovano, še tako nepravilno, kar se barv tiče, pa če bo ves čas enako, ne more biti rakasto. To spreminjanje je tisto, ki je glavna lastnost kožnega raka, ne samo melanoma, tudi bazalno-celičnega in ploščato-celičnega karcinoma. In na to stalno spreminjanje moramo biti pozorni. Drugo pomagalo, ki nam pomaga odkriti melanom, je znak grdega račka. Ponavadi imamo ljudje morda 1-2 tipa kožnih znamenj, ki vsa izgledajo nekako podobno, pašejo skupaj. In če se pojavi ena čudna sprememba, ki je popolnoma drugačna od vseh ostalih, tako imenovani grdi raček, pa da se še povečuje, je to zagotovo alarm za melanom. Je tako znamenje treba pokazati zdravniku. Zdaj, dermatologi si pri prepoznavanju kožnih znamenj in kožnega raka pomagamo s posebno preiskovalno metodo, ki jo imenujemo dermatoskopija. Dermatoskopija, kot je tudi tukaj na sliki prikazana, je taka preiskovalna metoda s posebnim aparatom, površinskim mikroskopom. Pogledamo znamenja lahko res od blizu, jih presvetlimo, tako da nekaj, kar s prostim očesom vidimo na tale način, na prvi sliki, potem z dermatoskopom vidimo popolnoma drugače. Skratka, se nam odpre povsem neka nova dimenzija pogleda in če vemo, kakšne so te
mikroskopske značilnosti posameznih kožnih tumorjev in kožnih rakov, lahko z veliko zanesljivostjo postavimo klinično diagnozo oziroma kliničen sum na kožni rak, na melanom in potem tudi ustrezno ukrepamo. Tako da, kadar pridete na pregled k dermatologu, bo dermatolog za znamenja vedno uporabil dermatoskop, ker mu ta dermatoskop omogoči veliko več informacij kot samo pregled s prostim očesom. Obstaja zelo veliko znamenj in niso vsa znamenja na koži nevarna. Velika večina jih je prav neškodljivih. Ampak seveda ta znamenja so si na prvi pogled lahko zelo podobna. In tlele imamo na sliki en kup tako imenovanih oponaševalcev melanoma, sprememb na koži, ki so nekako podobne po izgledu temu našemu nevarnemu raku. V prvi vrsti so materina znamenja, melanocitni nevusi, nekoliko posebnih tipov, ampak za vse te tipe, tudi če izgledajo zelo temno, grdo, velja, da so povsem stabilni, benigni, skratka nenevarni in niso neka predstopnja za kožnega raka. In dermatoskop, ta preiskovalna metoda, nam pomaga ločiti te neškodljive melanocitne nevuse od nevarnega melanoma. V drugi vrsti imamo nemelanomski kožni rak. Bazalno-celični karcinom, ki je lahko tudi zelo pigmentiran in spominja po barvi na melanom, ploščatocelični karcinom, aktinična keratoza in Bownova bolezen. Skratka, to je skupina nemelanomskih kožnih rakov, ki lahko izgleda tudi zelo podobno. No, pri teh seveda jih bomo zdravili, To so spremembe, ki jih ne pustimo, skratka, so precej manj nevarni od melanoma, ampak kljub vsemu vse te spremembe si želimo odstraniti. In v spodnji vrsti so še druge relativno pogoste spremembe na koži, seboroična keratoza oziroma starostna bradavica, ki se pogosto pojavlja pri starejših ljudeh, sončna pega oziroma solarni lentigo, velikokrat na koži obraza, dermatofibrom, vezivna bunčica, ki je taka trda in lahko nas ustraši, da je to kaj nevarnega, in hemangiom, žilno znamenje, v katerem se kri strdi in nastane potem ena taka črna sprememba. Skratka, veliko je teh sprememb, ki lahko oponašajo melanom, pa so precej manj nevarne ali pa v večini primerov nenevarne. In ločimo jih z temeljito preiskavo kože, s pregledom z dermatoskopom. Kako zdravimo melanom in tudi seveda ostale kožne rake? Ko imamo postavljen nek sum na melanom, ki ga postavimo klinično s pregledom, tudi z dermatoskopom, se vedno odločimo za izrez takega znamenja. Sumljivo lezijo vedno izrežemo v lokalni anesteziji na takle način, en takle košček kože okrog znamenja se izreže, se potem ta defekt zašije. Cel vzorec se pa pošlje na patohistološko preiskavo. To je preiskava pod mikroskopom, ki nam natančno pove diagnozo, skratka, to je šele dokončna diagnoza. Ta preiskava nam pove, ali gre za melanom, ali gre za bazalno-celični karcinom, ali za ploščatocelični karcinom, ali morda za nenevarno materino znamenje. Na osnovi te patohistološke preiskave se potem odločamo za nadaljnje ukrepanje. In kadar melanom odkrijemo zgodaj, in to se danes dogaja v večini primerov, več kot 90% melanomov odkrijemo v zgodnji fazi, ki je ozdravljiva, in tako je tudi melanom postal eden od najbolje ozdravljivih rakov, na račun tega zgodnjega odkrivanja. S tem je potem zadeva zaključena. S tem enostavnim izrezom to tvorbo izrežemo in štejemo, da je zadeva opravljena. Seveda, še vedno obstajajo tudi napredovali melanomi, taki melanomi, ki jih nismo uspeli dovolj zgodaj prepoznati, odkriti in zdraviti. Torej melanom, ki je potem v določenem času že razvil zasevke, metastaze.
Tudi tukaj imamo še vedno možnosti zdravljenja. Zasevke lahko kirurško odstranimo, zasevke lahko obsevamo za radioterapijo, lahko dajemo kemoterapijo, čeprav je to danes še najmanj uspešen način zdravljenja in se jo skoraj da opušča, ker imamo na srečo na voljo nova zdravila. Nova zdravila, ki so precej učinkovita. Tarčno zdravljenje so zdravila, ki zavirajo razmnoževanje melanoma, in pa še bolj obetavna imunoterapija, ki aktivira imunski odziv proti rakastim celicam, in s temi dvemi načini zdravljenja pravzaprav lahko bolnike tudi ozdravimo. Nekaj, kar v preteklosti enostavno ni bilo mogoče, danes ob tem zdravljenju vidimo tudi ozdravitve. V vsakem primeru pa lahko močno podaljšamo obdobje, ko je pacient brez težav. Ravno ta imunoterapija je velik boom v zadnjih letih in v letu 2018 sta dva raziskovalca, ki sta odkrila to imunoterapijo pri raku, dobila Nobelovo nagrado. Tako da velik dosežek, ki se zdaj iz področja melanoma seli tudi na področje drugih rakov, tako da zelo, zelo obetavno področje v onkologiji. Kako pa preprečimo melanom? Zdaj pogledali smo, kako ga ozdravimo, če že nastane. Preprečevanje melanoma je samo eno, je samo pametno, odgovorno obnašanje na soncu, tako imenovana primarna preventiva. To je tisto, kar bo nastanek kožnega raka in tudi melanoma preprečilo. Kaj zdaj pomeni ta primarna preventiva? To pomeni, da se soncu v teh najmočnejših urah skušamo izogibati, recimo med 10. in 4. uro, oziroma v tistem času res poskrbimo za dobro zaščito naše kože, tudi naših oči, sončna očala, pokrivala, obleke, vse, kar nam omogoči, da čim več kože in seveda tudi oči zaščitimo pred škodljivimi ultravioličnimi žarki. Seveda pod primarno preventivo pa še tudi uporaba zaščitnih krem. Kot nek tretji, zadnji ukrep za kožo, ki je ne moramo drugače zaščititi. Skratka, ki je ne moramo pokriti z oblačili in pokrivali. Pardon. In če želimo s primarno preventivo biti res uspešni, jo moramo izvajati od zgodnjega otroštva dalje. Ker ravno v tem zgodnjem življenjskem obdobju, v otroštvu in mladosti, nastanejo te prve poškodbe, ki se potem tekom življenja dopolnjujejo, da potem res nastane kožni rak. Pri primarni preventivi moram reči, da nismo še zelo, zelo uspešni, tudi velik zamik obstaja med nekim pametnim obnašanjem na soncu in potem res, da se bo to pokazalo kot zmanjšanje novih primerov kožnega raka. Zato, ker nastanek kožnega raka je zelo dolgotrajen, traja desetletja, 20, morda 30 let. Tako da, če se danes začnemo res dobro čuvati pred soncem, bomo poskrbeli, da v prihodnosti ne bo prihajalo do teh neželenih posledic izpostavljanja soncu. Sekundarna preventiva je pa zgodnje odkrivanje kožnega raka in seveda potem zaradi tega tudi zgodnje zdravljenje v fazi, ko je kožni rak še povsem ozdravljiv. Pri sekundarni preventivi v glavnem poudarjamo samo pregledovanje. Pogledamo kožo celega telesa, pri koži imamo to prednost, da jo res lahko vidimo, za razliko od notranjih organov, v katerih ne vemo, kaj se dogaja. No, kožo imamo dostopno očem, takole kot so prikazane slike, se pogledamo z vseh strani, pomagamo si z ogledali. In če želimo res učinkovito sekundarno preventivo, moramo tak pregled opraviti enkrat na mesec. Tako pravimo, ne vem, recimo ob polni luni ali pa prvega v mesecu,
Skratka, da imamo neko rutino, se v kopalnici pogledamo in če opazimo kakšno seveda sumljivo znamenje, ne odlašamo z obiskom zdravnika. Dermatologi se v Sloveniji vsako leto pridružujemo eni širši evropski akciji, ki ji rečemo Euromelanoma, in letošnji slogan Euromelanoma je, da pri tveganju za nastanek kožnega raka niso problem leta, ampak UV-kilometrina, kar pomeni, koliko je bila naša koža tekom življenja na soncu, in poudarja ta pomen zaščite pred soncem in nas opozarja, da v bistvu s tem, ko pametno ravnamo danes, investiramo v prihodnost. Za zaključek naj povem še nekaj poudarkov. Kožni rak je nekaj, kar lahko doleti vsakega od nas in verjetno se bo to tudi dogajalo, glede na to, da so predvidevanja, da bo recimo vsak 5. Evropejec tekom življenja se srečal s to obliko raka. Rak, ki ga odkrijemo in zdravimo zgodaj, je ozdravljiv. To je dobra novica. Pomembna je zaščita pred soncem, tako imenovano odgovorno obnašanje na soncu, s katerim preprečimo poškodbe in potem v nadaljevanju nastanek kožnega raka. In ne nazadnje, naj vas ne bo strah obiskati izbranega zdravnika oziroma dermatologa, če boste na svoji koži opazili sumljivo spremembo. To je zdaj zaenkrat iz moje strani vse. Zdaj pa predajam besedo Andreji. Hvala lepa, gospa Liljana, za to izčrpno predstavitev in tudi za nazorne fotografije. Ne moram reči, da so mi bile vse všeč, ampak mi je pa precej bolj jasno, na kaj biti pozorna pri nadaljevanju. Jaz bom zdaj pogledala, nekaj vprašanj se je nabralo, če ima še kdo, vas seveda vabim, da ga kar zapišete v chat. In sicer gospo Roso zanima, ali je zmrzovanje znamen z dušikom škodljivo? Ja, zdaj odvisno, za katera znamenja gre. Niso vsa znamenja enaka. Materinih znamenj, melanocitnih nevusov, absolutno ne zamrzujemo z tekočim dušikom. Tekoči dušik je primeren za odstranjevanje zelo površinskih, benignih kožnih tumorjev, kot so starostne bradavice oziroma seboroične keratoze. S tekočim dušikom lahko uničimo tudi začetne oblike kožnega raka, kot je aktinična keratoza, ki je predstopnja, in pa recimo začetne oblike ploščato oziroma bazalno-celičnega karcinoma. V tem primeru je zamrzovanje s tekočim dušikom primerno in je veljavna metoda zdravljenja, medtem ko prav materinih znamenj in sprememb, ki so sumljive za melanom, nikakor ne smemo zamrzovati s tekočim dušikom. Tukaj je odstranjevanje samo kirurška ekscizija. Kaj bi se pa zgodilo, na primer v primeru, da bi naredili napako, pa vseeno se poslužili dušika? Ja, veste kaj, zdaj, če materino znamenje zamrzujemo s tekočim dušikom, ga niti ne bomo uspeli odstraniti, zato ker njegove celice so precej globoko v koži in z dušikom jih ne dosežemo. Dušik je primeren samo za zelo površinske spremembe, tiste, ki se nahajajo v povrhnjici. In zdaj, če odstranjujemo recimo melanom z tekočim dušikom, ga zagotovo ne bomo odstranili v celoti in se bo ponovil. In bo veliko težje postaviti diagnozo, potem, ko je nekaj že enkrat zdravljeno, tako da se nam samo zamakne čas do postavitve prave diagnoze in do pravega zdravljenja, tako da teh postopkov pač ne smemo izvajati. Je pa tekoči dušik zelo dobra metoda za te zelo površinske tvorbe, ki nastajajo v povrhnjici. Aktinične keratoze, začetni bazalno-celični karcinom in pa recimo seboroične keratoze, tako imenovane starostne bradavice. Hvala lepa. Gospoda Marka zanima, ali se seboroična keratoza lahko naknadno razvije v melanom, če je bila nekoč odstranjena z izžiganjem pri dermatologu in od tedaj ni bila več vidna. Nikoli. Seboroična keratoza je čisto druga vrsta kožnega tumorja, skratka je benigni, neškodljiv, nevarni kožni tumor in se ga
lahko odstrani z izžiganjem oziroma z zamrzovanjem s tekočim dušikom, in če te spremembe na koži ni več, to pomeni, da je izginila. In seborrheična keratoza nikakor ne more napredovati ali pa se spremeniti v neko rakasto spremembo. Velja za popolnoma neškodljivo, benigno spremembo, ki nima potenciala za razvoj v kaj nevarnega. In se pravi, če na tistem mestu, kjer je bila odstranjena, nekaj nastane, nekaj novega, je to potem... Je lahko seborrheična keratoza, ki se je ponovila na tistem mestu, tako da v tem primeru je pa morda res za pokazati. Lahko pa nastane tudi kaj zdravega, tako da če nastane kaj čudnega, ne smemo odlašati z posvetom z zdravnikom. Tako. Gospa Silva sprašuje, ali zaščitne kreme za sončenje vplivajo na aktivnost melanomov v smislu kemikalij, ki jih te kreme vsebujejo? Ne, zaenkrat velja, da ne. Zaščitne kreme zaenkrat kažejo pozitivne učinke pri preprečevanju melanoma. Seveda ne smemo zaščitne kreme razumeti kot neke popolne zaščite, kar pomeni, da se bomo namazali, se ulegli na sonce in se potem na soncu pražili. Temu zaščitne kreme niso namenjene, ampak za vsakodnevno zaščito, kadar smo na prostem, aktivni, za predele, ki jih ne moremo drugače zaščititi, so zelo dobra zaščita. Zdaj, povezave med uporabo zaščitne kreme in nastankom oziroma napredovanjem melanoma ni. Zaenkrat velja, da so zaščitne kreme koristne in jih seveda svetujemo. Pa so vse dobre, ki jih so na trgu, ali je prav, da smo, na kaj moramo paziti pri njihovi izbiri? Ja, zdaj, verjetno prav vse niso enako dobre. Moj nasvet bi bil morda vzeti zaščitno kremo nekega priznanega proizvajalca, morda v lekarni, lekarna res skrbi za kakovostne izdelke. Tudi zaščitni faktor mora biti primerno visok, najmanj 30 in višje, 30, 50, 50 plus, odvisno za kakšne namene uporabljamo zaščitno kremo in tudi kakšen tip kože imamo. Svetlejši tip kože, kot imamo, večji mora biti zaščitni faktor. Ponavadi se s tem faktorjem namažemo precej na tenko in potem ti zaščitni faktor na koži ni tak, kot je naveden na embalaži. Nanesemo mogoče tretjino priporočenega izdelka. In tega se moramo zavedati. Zato dermatologi svetujemo raje uporabo visokih faktorjev, ki ob tanjšem nanosu še vedno dobro zaščitijo, kot uporabo nekih nižjih faktorjev, ki ob tankem nanosu pomenijo morda faktor 4, ki pa je premalo. Tako da priporočilo dermatologov je visoki faktorji od 30 navzgor in seveda prilagoditi jih je treba načinu izpostavljanja in tudi vrsti polti. Mogoče, če lahko poveste, kaj je zadostna količina za enkraten nanos? Koliko kreme? Zadostna količina je, boste res težko verjeli, 35 ml za celo telo odraslega, kar pomeni 2 jedilni žlici. Pa bi skoraj trdila, da se nihče od nas ne namaže s tako količino. To je količina, ki jo proizvajalci uporabljajo, zato da stestirajo izdelek, da res nudi tako zaščito, kot je navedena na embalaži. In zdaj seveda, če uporabimo polovico te količine, recimo 1 jedilno žlico, je zaščita potem seveda veliko manjša, ker je ta sloj precej tanjši. Tako da pravilno doziranje bi bilo 2 jedilni žlici za celo telo in seveda potem je treba te nanose nanašati ponovno na vsaki 2 uri, če smo izpostavljeni dolgotrajnemu soncu, če se kopamo, če se brišemo z brisačo. Tako da ena taka 100 ml steklenička bi zadostovala za en dan. Včasih pa cel dopust zvozimo z eno mogoče 200 ml. Tako da zares uporabljamo premehne količine zaščitnega pripravka in če je že temu tako, ker očitno ne maramo veliko te maščobe na koži, potem je bolje, da izberemo faktor, ki je visok in ta nas ob nekaj tanjšem sloju še vedno dovolj dobro ščiti, da ne bo prišlo do poškodb, do opeklin in seveda tudi
kadar se ne pojavljajo opekline, sonce kožo poškoduje, tako da je res dobro, da jo striktno ščitimo. Kako pa je s temi kremami, ki imajo mineralni filter? Ko smo potem fejst beli, ko se namažemo. Zdaj, filtri, UV filtri so lahko kemijski in mineralni. Mineralna filtra sta cinkov oksid in titanijev dioksid in to so taki majhni delci, ki na koži ustvarjajo en tak sloj, ki odbija UV žarke z površine naše kože. Tako da gre samo za neko fizikalno zaščito, ni nobenih kemijskih reakcij. In seveda te zaščitni pripravki z fizikalnimi filtri puščajo za sabo eno tako belo sled. Ampak to načeloma ni nič slabega. Kemijski filtri so pa brezbarvni, jih ne vidimo, se absorbirajo v kožo in njihova naloga je, da ko UV žarki na kožo svetijo, ti kemijski filtri absorbirajo njihovo energijo, se ob tem seveda kemijsko spremenijo in na ta način zaščitijo našo kožo pred delovanjem teh škodljivih žarkov. Tako da en ali drugi način, zdaj veliko zaščitnih krem ima kombinirane filtre, tako kemijske kot fizikalne. Zdaj, če nas kemija nekoliko skrbi, mirno lahko uporabljamo te fizikalne filtre, ki ostanejo res samo na površini in delujejo kot ena taka zrcalca, ki odbijajo UV žarke stran od naše kože. Hvala lepa. Gospa Alenka sprašuje, kam naj gre, če opazi sumljivo znamenje? Naj gre kar neposredno k dermatologu ali najprej k svojemu zdravniku? Po želji. Zdaj, prvi stik je vedno lahko z vašim izbranim zdravnikom, pa vam bom potem lahko svetoval, kako naprej. Tudi izbrani zdravniki prepoznajo veliko benignih in tudi malignih kožnih tvorb, tako da je ta naslov vedno pravi. Lahko pa tudi direktno v dermatologu. Zdaj, za dermatologa na napotnico je vedno treba obiskati izbranega zdravnika, ki nam napotnico napiše. Za dermatologa v samoplačniških ambulantah je pa dovolj, da se nekdo samo prijavi in pride na pregled. Tako da oba načina sta v redu, važno je, da to znamenje, ki nam je sumljivo, pokažemo zdravniku. Od tam naprej se bo že vedelo, kako ukrepati. Gospa Silva sprašuje, ali moramo pigmentne pege na obrazu pustiti pri miru in ali zato pomagajo tudi kreme? Pigmentne pege na obrazu, zdi se mi, da gospa ima v mislih te sončne pege oziroma starostne pege, kot jim rečemo tudi solarni lentigi, ki nastajajo zaradi spet dolgotrajnega izpostavljanja soncu potem bolj na stara leta. Te pege načeloma niso nevarne, so stabilne, če so pa estetsko moteče, jih pa lahko odstranjujemo. Zdaj, s kremami odstranjevanje ni najbolj uspešno, morda s kremami dosežemo za 10–20% posvetlitev, ampak te pege s kremo ne moremo odstraniti. Tako da, če jo želimo res odstraniti, imamo na voljo zamrzovanje s tekočim dušikom, mogoče lasersko zdravljenje, nekaj teh površinskih metod, ki uničijo to lezijo, do te mere, da se potem, ko se lepo zaceli brez pigmentacije. So pa nenevarne in zdravljenje načeloma ni potrebno, gre samo morda za nek estetski problem. Kaj so pa te take rdeče bunkice, ki se dvignejo nad površino kože? Te so pa dosti pogoste po trupu, to so pa žilna znamenja, ki jih imenujemo cherry angiomi, spominjajo na češnje. Tu gre za preplet krvnih žil, noter je polno krvi in zato se skupaj proseva skozi kožo, tako živo rdeče. Te cherry angiomi so en tak tipičen znak našega staranja kože. Ko se nam koža začne starati, tam po 30. letu, se začnejo pojavljati prve te rdeče pike, prvi ti cherry angiomi in potem z leti jih je vedno več. Spet gre za povsem neškodljive, benigne spremembe, ki jih ni treba zdraviti, seveda, če nas pa motijo,
pa obstaja laser, s katerim to vse enostavno odstranimo. Gospa Alenka sprašuje, ali je umik v senco med 11. in 16. uro dovolj, če smo nanesli 50% zaščitno kremo. Verjetno misli 50% zaščitni faktor, ne? Aha, verjetno misli 50 plus ali pa 50, a ne? Faktor 50 pomeni, da smo na soncu lahko 50-krat dlje, preden pride do opekline, a ne? Nam podaljša pač naše varno bivanje na soncu do nastanka opekline za 50-krat. To pomeni faktor 50. In faktor 20 nam podaljša varno bivanje na soncu za 20-krat, a ne? To nam pove ta oznaka na zaščitnih pripravkih pred soncem. Zdaj, če smo v senci, če je ta senca globoka, potem načeloma zaščitnih pripravkov niti ne rabimo, a ne? Seveda pa nič ne škodi, če uporabimo oboje. Te zaščitni pripravki so v glavnem namenjeni za izpostavljanje soncu takrat, ko kože ne moramo pač drugače zaščititi, a ne? Ko smo, ne vem, aktivni zaradi športa, ko gremo v hribe, ko surfamo, ko delamo na vrtu, a ne? In imamo neko kožo izpostavljeno, si ne moramo narediti neke sence, temu je namenjen potem zaščitni pripravek, da preprečimo poškodbe. Sicer pa boljše dolga oblačila, pokrivala, senca. To je vedno boljša zaščita, ja, oblačila in pokrivala. V redu. Vprašanja smo izčrpale, odgovorili ste na vse, zdaj bi pa samo udeležence prosila, da še oni odgovorijo na še par anketnih vprašanj, da bomo lahko v prihodnje še bolj učinkovito pripravljali takšne webinarje, da vam bomo čim bližje prišli in podali informacije, ki jih res rabite. Tako da lepo vas prosim, da ocenite, kakšne so se vam zdele pridobljene informacije. Lahko rečete, da so bile odlične, lahko rečete, da bi izvedeli radi še kaj več ali da so bile pomanjkljive. Drugi del vprašanja pa je, ali bi o temi kožnega raka radi izvedeli več. In sicer da ali ne, zelo enostavno. Če da, kako najraje pridobivate informacije? Preko revije, knjige, preko spleta, preko organiziranih okroglih miz, mogoče tudi na kakšen drugačen način. Seveda, predavanje je zelo aktualno. No, v tem času za tiste, mogoče na katera vprašanja nismo odgovorili, mogoče ste nam poslali na elektronsko pošto ali kakorkoli drugače, bom jaz prosila gospo Mervic, da vam bo odgovorila naknadno. Sicer pa boste to predavanje današnje dobili posneto, tako da si boste lahko še enkrat poslušali in pogledali. Mogoče se vam bo tudi takrat utrnilo kakšno vprašanje in nas lahko kontaktirate. Bova z gospo Mervic poskrbele, da boste dobili odgovore na to. Skratka, gospa Liljana, jaz se vam zahvaljujem. Bi želeli mogoče še kaj poudariti, še kaj izpostaviti, eno zaključno misel za konec? No, še enkrat bom ponovila, dajmo se zaščititi pred soncem in dajmo pregledovati svojo kožo in če opazimo karkoli čudnega, sumljivega, naj nas ne bo strah obiskati vsaj svojega izbranega zdravnika. Zato, ker ni vsako sumljivo znamenje že rak, kaj ne da? Tako, točno tako. Dobro. Hvala lepa še enkrat vsem, da ste bili z nami, lepo se imejte še naprej, jaz vam želim čim manj sumljivih znamenj in čim manj potrebnih obiskov zdravnika, vsekakor pa, kot je že gospa Liljana rekla, ne odlašajte, če posumite na karkoli. Srečno in uspešno. Nasvidenje. Nasvidenje.